Tako, spoštovana Plulex publika, naša serija intervjujev gre naprej. Delamo na tem, da nam odgovorijo dejansko vsi kandidati in tudi kandidati, ki ne kandidirajo za župana, ampak za liste. Tokrat je z nami nam vsem dobro znan in naš prijatelj Boštjan Koražija, tako da posebej te ne rabimo predstavljati, bomo pa vprašali tako s navezavo, zakaj Superman štartaš na župansko mesto? Dejstvo zaradi tega, ker pač sem si ga nabral kar nekaj življenjskih izkušenj, za katere stalno menim, da so najpomembnejše pri takšnih zadevah, ko se kandidira. Potem seveda so tudi delovne izkušnje in tudi predvsem v zadnjih 4 letih sem si nabral ogromno izkušenj kot poslanec v Državnem zboru, kjer sem doživel marsikaj, tudi lepega, ne samo slabo. Politika na državni ravni je zelo zanimiva, zelo kompleksna, zelo, bom rekel, barvita v resnici. In dostikrat ljudje, ki delujejo, da so zelo dobri, niso tako dobri, pa tudi tisti, ki se jih predstavlja, da so zelo slabi, niso tako slabi. Tako da je v bistvu zelo neka šahovnica vseh karakterjev oziroma osebnosti na tej politični sceni. In mislim, da lahko glih v tem primeru, zaradi izkušenj, ki sem si jih nabral v teh zadnjih 4 letih, tudi doprinesem precej na lokalno raven, ki potrebuje glih to povezavo med lokalnim in državnim. Se pravi, to se tudi dostikrat pozablja oziroma pač pozabljamo, bodimo iskreni. In Ptuj je mesto, ki bi moralo biti slovenska prestolnica kulture in seveda tudi dejansko vodilno mesto tega trajnostnega modela kulturnega turizma, kateremu vsi stremimo, in tudi na Ptuju se dogajajo zadeve, ki grejo v tej smer, ampak mislim, da bi bilo potrebno še določene stvari pospešiti oziroma tudi jih nadgraditi, dograditi, ker jaz mislim, da to, kar se ne zavedamo, in dostikrat je to samo neka beseda oziroma fraza, ampak dejansko za Ptuj je preteklost prihodnost. Ker imamo toliko teh, bom rekel, te kulturne dediščine, zgodovinske dediščine, arheološke dediščine, se pravi potem tudi etnološke dediščine, na katero smo zelo ponosni in tudi zelo radi tudi predstavimo drugim, ampak dostikrat na preslab oziroma, bom rekel, tudi na nepremišljen oziroma premalo domišljen način. In dejansko, ko bomo razumeli in tudi se zavedali tega, da je treba k takšnim stvarem pristopati strateško, bo tudi ta model trajnostnega turizma oziroma kulturnega turizma na Ptuju šel v pravo smer in tudi se bo odvijal naprej oziroma tudi v prihodnost. Kot rečeno, ni vedno preteklost slaba, za Ptuj je v bistvu preteklost prihodnost. Ti se zelo pogosto slikaš, kar nam je všeč, kot ponosen Haložan, pa ne bom rekel Haložan, človek iz Haloz, tako da ne bo kot neka slabšalnica zvenela, in sem se na poti sem spraševal, preden gremo pa spet na resne teme, zakaj haloška bukev, zakaj ne haloški hrast? Zdaj bom povedal celo zgodbo. Haloška bukev je zato, ker je bukev v bistvu drevo mojega življenja, oziroma zmeraj pa ta energija od teh dreves, ki prihaja, se pravi od bukev, me stalno privlačila oziroma stalno sem se dobro počutil v bližini teh dreves oziroma tudi pod krošnjami teh dreves in tudi dejansko pri nas tam v Halozah, se pravi pod Donačko gore, je večji del bukov gozd oziroma so drevesa po večini bukova oziroma bukve. In od tega tudi potem prihaja tale haloška bukev. Je še pa ena zgodba tu zadaj, ki mogoče celo, da ste jo zasledili oziroma da je kdo zasledil. Imam eno posebno bukev, ki je samo moja oziroma mi je pri srcu, v katero je zelo dolgo nazaj udarila strela. Dejansko so jo že želeli in gozdarji in lokalno prebivalstvo jo podreti, ampak na koncu smo se nekako dogovorili, da jo pustimo oziroma da poskušamo jo nekako pomagati, da pride k sebi, in je dejansko se zarasla nazaj po tisti streli in dejansko spet raste naprej, vključno za tisto ravno, ki je ostala od strele, in jaz sem zelo ponosen na tisto drevo in tudi dostikrat se poistovetim s tem drevesom, ker tudi pri zelo resnih življenjskih preizkušnjah se zatečem prav v ta bukov gozd, ki mi res veliko pomeni, kjer se sprostim, kjer si naberem novih energij, in za mene je v bistvu res narava tisti vir energije, kateri grem zmeraj nazaj oziroma
od tam črpal. To je v bistvu dejansko mnogo bolj pomembna zgodba, kot bi tako na prvi pogled mislil, ker nam drevesa res dokazujejo, da še na prvi pogled tako brezupen slučaj dejansko sposoben regeneracije. Je tako? S pravilnim odnosom, ljubeznijo in kaj denimo mene moti v življenju in sodobnem življenju nasploh, tisto driblanje na dril, zdaj pa mora biti takoj. Ne, nekatere stvari rabijo teden, mesec, leto. Ne odpisuj, kar se ne odpiše samo. Točno to. Denimo. Točno, to se pa res čudovito povedal Felix, ker enostavno tu je glih, rekel, celi point, ne samo zgodba, ampak te življenjske energije, o kateri tudi govorim. Glejte, imeli smo glih nedavno en primer tu na Ptuju, ko so se podrla ta drevesa, ki so bila naš ponos, naše srce in v bistvu tudi duša Ptuja, ta del. In res je to drevo nas glih uči oziroma nas tudi poskuša naučiti te potrpežljivosti, da je potrebno počakati, biti ponosen na svoje korenine, seveda je tudi pravilno vzdrževati, je dajati tisto, kar potrebuje, tudi ljubezen do narave in na koncu potem res lahko nastane oziroma zraste to drevo v nekaj mogočnega, ki pa v osnovi poskuša samo ščititi in pomagati ljudem. Poglejte, kaj se je zgodilo nedavno, tudi če ste pozorni, če greste tu okrog gradu po mestu, jaz pač vsak dan se sprehajam v službo in nazaj in se zelo rad sprehajam. In če je kdo pozorno pogledal to plazanje, ki se dogaja na drugi strani gradu, je glih posledica tega nespametnega ravnanja z naravo oziroma kar konkretno masakr. Masakr dreves, ki se je zgodil tudi na tej tržnici, ki se je zgodil tukaj zadaj za Ptujskim gradom. In jaz mislim, da je res potrebno se zamisliti, odkot prihajamo, zakaj prihajamo, tudi zakaj gremo od tu. Se pravi, da pustimo za seboj neko zgodovino, pozitivno energijo, ki bo potem tudi naslednjim generacijam v ponos in tudi, tako rečeno, direktno tudi v korist, v pozitivnem smislu. Se pravi, da bo lahko tudi naslednja generacija oziroma prihodne generacije živele vsaj na takšen način kot mi oziroma boljše. Še eno zelo pomembno vprašanje, preden gremo na konkretne mestne teme. Mi pripravljamo za 1955. obletnico prve pisne omembe Ptuja, se pravi približno 14 mesecev, že realiziran projekt Parsifal, ki povsem nazorno in teoretično in praktično dokaže, da je Ptuj mesto svetovnega pomena. Se pravi, rabimo tako imenovani shift, dvig naše zavesti. In prej si omenil Donačko goro, zdaj to povem tudi naši Ptujlix publiki. Sedaj čez nekaj dni imamo projekt vinska kultura, se pravi odmik od popivanja k degustiranju vina in vino veritas, vino je resnica. In prej si omenil Donačko goro. Jaz se vozim okoli, sicer to večkrat gledam. Bodisi so to trate nad Smurekom, so to Haloze, Gorca, Cirkulane. Ta Donačka gora je dejansko vidna iz večjih tako imenovanih, lokalno rečeno, punktov. Iz ceste je Benedikt Lenart, ko je en pukl, vidiš Donačko goro. Vidiš je, kot rečeno, praktično iz vrha, ki je nad Avstrijo, Donačka gora. Ali se mi zavedamo v zadosti meri pomembnosti ene take naravne monumentalnosti tudi našega okolja, ne samo arhitekture, ampak naravne monumentalnosti, kje se tu nahaja. In ta Donačka gora je definitivno mnogo več kot neka točka za pohajkovanje ali plazenje gor. To je naravni monument. Kaj ga vidiš ti kot človek izpod Donačke gore? Jaz sem v bistvu otrok Donačke gore. Tudi tako jo čutim, tudi tako jo vidim in dejansko res narava naredi najlepše umetnine oziroma monumente v tem primeru in Donačka gora definitivno je. Tudi ta energija, ki je okrog Donačka gora, pa če se še navežem na Parsifala, dejansko je treba ljudi upozoriti, da... Ti kot knjižničar ga poznaš, seveda. Seveda ga poznam in tudi obožujem. To je ena izmed mojih strasti in tudi dostikrat se človek vpraša oziroma tudi tak pri sebi si upam misliti ali pa drzniti misliti, da mogoče sem pa tudi del te Parsifalove zgodbe, tudi sam kot neki dedič te zgodbe. Si, to sem jaz že opazil. Zagotovo. Si, ja. In sem zelo ponosen na to, ker enostavno
Donačka gora in tudi ta njena okolica, z tem ne samo z energijo, ampak z samo, bom rekel, dejansko te objame. Dejansko te objame oziroma si del, kot da bi bil v nekem zibelke, kakorkoli, v nekem zavetju prijetnem in dejansko res človeku dovoli, da se sprosti oziroma da je to, kar je bistvo človeka, se pravi, da je človek, da razmišlja človeško in tudi, da želi, da drugi delajo človeške pozitivne stvari, ker dostikrat si žal ljudje oziroma človek kot tak sam zaradi početja, ki ga udejanja oziroma stori naravi in živalim, ne zasluži dejansko besede človek, ampak v bistvu bi si edini zaslužil besedo, da se ga imenuje zver. In živali, da so zveri. Torej, sedaj, ko smo razčistila energetsko podlago, kako sedaj to Parcivalovo energijo vnesti v politiko, da dejansko postanemo to, kar je v epu Parcival navedeno, se pravi destinacija razodetja. Res je. To je v bistvu glih cela, rekel, srčika zgodba Parcivala, da ne glede na to, če greš z dobrim srcem oziroma z dobro mislijo oziroma z dobro potjo, dejansko v njegovem primeru, tudi če narediš neko napako oziroma če kaj spregledaš nenamenno oziroma nenamenoma, imaš zmeraj možnost, da stvar popraviš in jo narediš tako, kot mora biti, se pravi, da si zaslužiš dobro, da si zaslužiš pozitivno in tudi, da delaš dobro drugim. In to je v bistvu cela srčika zgodbe Parcivala, se pravi, tisti, ki gre v življenju na pot z čistim srcem, z poštenim srcem, bom rekel tudi brez nekakšnih dejansko misli, ki bi tavale v smislu tega, da si nekaj želi na silo oziroma da se v bistvu tudi nekaj ne zasluži zaradi tega, kar je počel, se pravi negativne stvari. In tu je ta glih pozitivni del Parcivala oziroma epov Parcivala, Parcivalove zgodbe, ki dejansko je tudi slovenska politika res nujno potrebuje to samorefleksijo, to tudi očiščenje oziroma tudi, da se zavedamo, da počnemo napake in da smo tudi zato, da jih popravljamo. V tem primeru politika in mislim, da jih ima kar za nekaj za popraviti, oziroma veliko stvari je narobe, sploh v komunikaciji, sploh v odnosu. In kar je meni osebno najbolj bolelo v tem času, ker sem se dnevno vozil z vlakom iz Ptuja v Ljubljano in iz Ljubljane nazaj, dejansko ta sočutje, empatijo oziroma tudi dostop do človeka in tudi, da smo mi dostopni drugim, da lahko stopijo v naš prostor, seveda, ko nam želijo dobro in da smo tudi pripravljeni pomagati, poslušati. In moram priznati, da je bilo glih to potovanje dnevno, ki sem ga opravljal z vlakom, neke vrste tudi moja samorefleksija, oziroma tudi neke vrste Parcivalovo potovanje, to, kar je v bistvu tudi potoval, kot se že ve, tudi opisano, in do Donačke gore oziroma proti Boču in proti Celju in proti Borlu in te zadeve, se pravi, pač v bistvu, da vzamemo to celoto, ki je smiselno, pozitivno in tudi pozitivno naravnano. Podvprašanje, kako si na teh svojih popotovanjih občutil problematiko centralizacije naše države? Glede na to, da so, jaz, ko delam ta svoj projekt Petava, Slovenija v detajlih, vidim, da so dejanski zakladi vse izven glavnega mesta, glavno mesto pa je tisto, ki požre 75% in več kapacitet. Je to naš velik problem? Zelo velik. Zelo velik problem, mislim, da se čudovito opisal glih zadeve, da dejansko biseri so okrog, niso pa v centru. In tudi spet, da se navežem na Parcivala, ker me pa tudi fascinira in sem tudi sam zelo polno zdaj dobesedno noter, ko se to pogovarjava. Tudi pri njem je bilo ista zgodba, se pravi, biseri so bili okrog, oziroma tudi tisto bistvo je bilo okrog, ni bilo v centru. Dejansko, in ista zadeva tu pri nas v Sloveniji. Dejansko tudi ta potovanja so tudi fizično videl in tudi dejansko tudi potem občutil v smislu v interakciji z ostalimi ljudmi, da je to zelo velika težava in resen problem, saj če želimo dejansko res začeti živeti tako, kot je treba, se pravi ne samo, da je center Ljubljana oziroma da se v bistvu vse dogaja v Ljubljani, bi bilo potrebno nujno, se pravi razporediti in moč
in tudi ostale zadeve po regijah. In jaz sem zelo velik privrženec tega, da se ustanovijo regije, s tem seveda, da bi bil Ptuj nosilno mesto oziroma glavno mesto regije Spodnjega Podravja, kar se zasluži in prav je, da tako. In druga zadeva, ki pa se tiče decentralizacije, moja ideja je tudi v programu oziroma tudi na splošno sem razmišljal že prej o tem precej, da si želim oziroma da bi se moralo v Ptuj nekako privabiti oziroma tudi pripeljati z državne ravni, recimo kakšne direktorate ministrstv, javne agencije, potem tudi kakšne ostale urade, mogoče celo kakšno celo ministrstvo, recimo Ministrstvo za kulturo ali kaj takega. In mislim, da imamo potencial, da imamo možnosti in dejansko bili za to. Jaz osebno sem res ekstremno in zelo ponosen na Ptuj in na to, da sem hvaležen, da dejansko to združujem v eno in se počutim vse posod doma in v Halozah in na Ptuju. In res, ko pač se začneš ukvarjati z tem bogastvom, ki ga imamo na Ptuju, se pravi s to zgodovinsko dediščino, kot že prej rečeno, in kulturno in tudi tradicijo, dejansko je nerazumljivo, da dostikrat to dejansko ne samo, da ne znamo predstaviti, oziroma da tudi sami dostikrat pozabimo na to, kako zares pomemben je Ptuj in njegova okolica, ta ožja okolica, za vso Slovenijo in tudi na evropski ravni. To še treba posebej poudariti. Mi smo v evropskem merilu pri veliko stvarih v samem vrhu in se dostikrat ne znamo pohvaliti ali si pa tega celo priznati. Lahko kar dodamo v svetovnem merilu, ne samo v evropskem. V svetovnem merilu, seveda. Ja. In kako izgleda sedaj je program Boštjana Koražije in ekipe, da ta duh, ki vidim, da imate v pogled, da niste samo tehnično podkovani politikanti, kako sedaj ta duh v realizacijo spraviti? Kakšne so glavne točke programa? Vprašamo konkretno. Ok, hvala. Se pravi, dejansko nastopamo pod, bom rekel, geslom Koražni skupaj za kulturno zelen Ptuj in to je v bistvu tudi, kar sem že prej omenil. Se pravi, Ptuj mora postati oziroma mora iti na pot tega, da postane slovenska prestolnica kulture. Ker na Ptuju se že dogajajo res veliki festivali, tudi v svetovnem merilu, z priznanji, naj bo to na knjižnem področju, naj bo to na glasbenem področju, naj bo to na umetniškem področju. Ti kot Ptujlix vem, da si zelo močen pri Parsifalu, pa še kakšnih drugih zadevah, recimo mitreizem, mitreji, kar vem, da te tudi leži na duši. In tu jaz vidim glih velik potencial, se pravi, da bi znali res postaviti Ptuj kot mesto prestolnice kulture, tudi evropska prestolnica kulture, tudi svetovna prestolnica kulture, ker enostavno imamo ker imamo možnosti, zaradi tega, ker preteklost je v bistvu res prihodnost za Ptuj. Ker lahko črpamo za te dediščine, ki imamo res na pretek, potrebno bi bilo samo te kulturne politike mesta, dejansko nekako celovito združevati v politiko kulturnega turizma, ampak to, da bo celovito, da bo šlo z roko v roki, ne pa da se to zgodi, kar se meni zdi zelo škoda, oziroma me tudi zelo srce boli, ko vidim, da vsak, kljub temu, da vem, da delajo dobro, da mislijo dobro, da dostikrat ne želijo ali pa ne upajo iti skupaj zraven, rekli po domače povedano, štric naprej, pa da bi si pomagali, pa ne bo to na kateremkoli področju. In jaz mislim, da tu je pravi potencial, da se začnemo združevati, ne razdruževati, ker to je že politika v teh zadnjih letih precej počela, sploh na državni ravni. In čas je, da tudi lokalna ravn začne delati to, kar v bistvu je tudi sama lokalna ravni, da gremo od spodaj navzgor, se pravi, da začnemo s te lokalne ravni ta duh oziroma tudi te možnosti, ki jih imamo na državno raven in spraviti in tudi popeljati, ker dostikrat se meni osebno zgodilo, tudi v Ljubljani je bil problem v tem, da dosti ljudi ni vedelo, za kakšno zadevo, recimo primer Mitrej, v svetovnem merilu. Izredni primerki. In dostikrat se zgodi, da tudi ljudi, ki pridejo kot turisti na Ptuj, so zbegani, zmedeni, ko slišijo, da imamo v bistvu v svetovnem merilu koliko zdaj 5 Mitrejev v bistvu odkritih, da res posedujemo neverjetno bogatstvo in se samo čutijo in debelo gledajo.
Potem Parsifal, spet ista zgodba. Ko slišijo za avtorja tega epa, oziroma pač, ki je tudi potem, koliko sem prebral in sem se znal celo potoval z gradu na grad in tudi ta ep v bistvu odpel oziroma ga predstavil. Ne? Tako pardon, ti kot bibliotekar, pa jaz kot literarni zgodovinar, vedno znova moram to poudariti. Zdaj, izven politike. Ljudem mora biti jasno, da 800 let nazaj, ko je zelo malo ljudi znalo pisati, kaj šele brati, knjige niso bile nekaj, kar si nesel na plažo in se kratkočasil, ampak so to bili konkretni učbeniki življenja. To je bil življenjski projekt avtorja, je bil to knjigo napisati. Se pravi, takrat seveda, vemo, so ljudje kar celostno hodili v cerkev, bila je Biblija in nekdo, ki je uspel iz tega povprečja zaštedlet ven, je imel življenjski cilj napisati knjigo in ta knjiga je bila knjiga življenja. Se pravi, to je avtor, kar je napisal v to knjigo Parsifal, si ni izmislil, ampak so zadeve, ki jih je on tu videl. Se pravi, če je Wolfram von Eschenbach v Parsivala napisal, da je tu iz okolico regija, kjer se ti dobesedno prikaže v narekovajih, kaj je to Bog in tisti milostljivi Bog, potem je to tukaj bilo. To moramo ljudi izobraziti, da ni pisal po science fiction navdihu, ampak po izkušnji. Res je, to se pa zelo čudovito povedal, dejansko. Se pravi, dosekrat se žal ne zavedamo, da tudi potrebno spodbujati takšne ljudi, kot si ti. Imamo ogromno strokovnjakov na različnih področjih, ki vejo, mogoče samo oni določene zadeve, tudi v svetovnem merilu. Ja, tudi to, da lahko mogoče obstaja. Pa vzamemo zdaj za primer Nikolo Teslo, ki je tudi del zgodovine Ptuja. Nekatere stvari v štartu razume izmed več milijard ljudi, morda samo eden. In je on tista prva domina za potem množič, ampak zanimivo, Tesla je konkretno na začetku kot edini nekaj doumel in je navdih. Jaz tudi Teslo vidim kot Parsifala. V našem okolju, to sedaj tudi v publiki povemo, je Nikola Tesla dobil tisto intelektualno seme, da je potem postal Nikola Tesla. Nikola Tesla ni bil vzorni učenec, tako bi si danes predstavljali same petke, same desetke, on je bil najprej problematičen človek, ki je potem intelektualno eksplodiral. Res je. No, saj, ko smo že predtem, ko si prej govoril o Parsifalu, je tudi zanimivo, kar ko opisuje, oziroma ko bereš te zadeve, ogromno tudi ta stik z naravo, oziroma tudi kako spremlja naravo, oziroma kako se čudi narave. Naturalizem. In dejansko to je res fenomenalno in ko smo že predtem tudi pri programu, je tudi ena izmed glavnih točk, se pravi ozelenitev mesta, oziroma spet pripeljati, oziroma nekako poskušati se tudi dogovoriti z Zavodom za kulturno dediščino, da nam bi pač omogočili vsaj največ možnosti, ki nam lahko, se pravi, da pripeljamo čim več zelenja, čim več dreves, čim več zelenega, tudi zelenih otokov, ker dejansko, jaz se spomnim leta 2019 glih tistega neurja zelo glasnega in to zelo rad povem, pred našim blokom imamo eno brezo, ki jaz občudujem, sem se kar malo zatreskal v njo, ker je neverjetno približno tistem neurju. Buka je zaljubljena v brezo. Hecna stran. Dejansko je se zgodilo glih to, vse potem smo celo dobili posnetek, da so sosednje strehe preletel del strehe in dejansko letel dobesedno v ta del, kjer imam stanovanje in dejansko breza je bila tista, ki je dejansko obranila blok, da ni treščila streha v blok in da smo potem imeli čim manj škode, oziroma da smo tudi v resnici lahko rečemo kar preživeli tiste neurje. In dejansko tudi zaradi poseka teh dreves, oziroma teh drevoredov, ki so se dogajali po Ptuju, pa tudi okolice Ptuja žal, imamo zdaj te dejansko vetrne tokove, ki grejo čez mesto in so zelo, bom rekel, močni, oziroma so tokovi premočni v resnici za gradnjo, ki je bila zgrajena, ne vem, izpred 40-50 let. Ja, tako da, spoštovani tudi publika, prispeli smo na konec. Spoznali smo, da je Boštjan Koražija naš Parsifal v politiki. Tako da povem nam za čisti konec, katere številke obkrožiti, da Boštjana Koražijo
najdemo vsaj v mestnem svetu. Vsaj to. Ja, zdaj zadeva taka, za mestni svet bom šel prvo kar na listo. Ne? Rekel, lista Levica oziroma stranka Levica smo pod številko 4, da se lahko obkrožite, jaz na drugem mestu, smo dali na prvo mesto, ker pač dame imajo prednost. Imamo nosilko liste Gospodično, zelo prijazno, zelo fajn in tudi vsi ostali na listi so zelo res ljudje, ki se trudijo z srcem, za to, da bi bil tudi čim bolj solidaren, zelen in tudi dejansko kulturno v tem primeru, ko so se prej pogovarjali. Jaz osebno pa sem imel, ne vem, kako se temu reče, edinkrat vem, da možnost v Sloveniji, mislim, edinkrat možnost v življenju biti številka 1 in sem pod številko 1 za glasovanje oziroma za mesto župana za mestno občino Ptuj. Tako da, če želite, obkrožite me oziroma izbrati za župana mestne občine Ptuj, me lahko izberete pod številko 1, listo Levica pa pod številko 4. Kakorkoli boste naredili prav, kot rečeno, sledite Parzifalu oziroma se tudi dovolite, da vam Parzifal sledi, ker vam nič slabega ne želi oziroma samo dobro prinaša. Mi pa za konec dodamo Ptujlik, ki dejansko ima pregled nad vsem. Boštjan Koražija je človek, ki se po političnem poglavju v Ljubljani ni ušunjal tam v neko fajn plačano državno službo, ampak je prišel nazaj na Ptuj. Res je, hvala. Se vidimo. Hvala. Adijo.